Z današnjim podpisom o nameri o ustanovitvi Slovenskega inštituta tehnologij Koper bodo namreč podpisniki, to so Univerza na Primorskem, Mestna občina Koper, Luka Koper in Združenje uporabnikov in podpornikov Slovenskega inštituta tehnologij, med drugim potrdili, da nudi obalna regija, tudi zaradi njene obmorske lege, velik razvojni potencial. Uvodoma bi vas želela povabiti k ogledu predstavitvenega filma. V njem so čisto na kratko predstavljene ustanove. Izvedeli pa boste tudi, kaj pravzaprav o ustanovitvi Slovenskega inštituta tehnologij Koper menijo Vojko Čok, Tomaž Može, Boris Pfeiffer in Matjaž Kanduč. Predstavljeni so bili nekako štirje faktorji ali štirje deli tega inštituta. Ne dodam še petega, tudi preostale občine, ki tvorijo vsaj južno-primorski del, so vabljene in bodo povabljene in je zanje nekako predvideno mesto. Torej, ta inštitut smo si zamislili simbolno skozi število 5. Število 5 je, če smem v svoji profesionalni deformaciji par besed, ima takšne in drugačne konotacije v različnih vedah in znanostih, iz različnih ved in znanosti pa sledi, da je prav število 5 tisto, kjer se jednina prelevi v množino, to povemo recimo slovnica slovenskega jezika, 4 svinčniki, 5 svinčnikov, tam se začne šele prava množina, je prelomna točka v umetnosti, imamo 5 notnih črt, psihologija pravi, da nekje med 5 in 6 je tisto, ko še ločimo ali ne ločimo več, če vržete kamne v zrak, 5 še preštejete, 6 samo nekateri 7 redko kdo. V matematiki je 5 tisto število, kjer se začne vse razkazovati vse bogatstvo sveta. Vsi poznate morda formule za reševanje kvadratnih enačb. Enačbe 3. in 4. stopnje, tam ko je pri x 3 namesto 2 zgor in 4, so bile znane rešitve v samšnji Italiji, medtem ko za reševanje enačb 5. stopnje, ko je x in 5 in več, je dolga stoletja trajalo, predtem so ugotovili, da je to čisto neka druga realnost, ki jo z orodji preprostimi ne zmoremo rešiti, ne zmoremo dojeti in zahtevajo čisto drugačne prijeme, ki odpirajo vrata v zelo kompleksno naravo tega sveta. Vesel sem, da se je danes to zgodilo, tudi zato, ker se s tem naši regiji, našem okolju, Primorju, slovenskemu Primorju odpira nekaj, kar jo vsaj v priložnostih primirja ali daje nek takšen občutek, da bi lahko njen odsev najbolj propulzivnih regij tega sveta Kalifornije, oziroma države tega sveta Kalifornije tudi pri nas, ker ima vsaj dve lastnosti, ki sta ključni pri tej propulzivnosti. Po eni strani tisto, čemu Američani rečejo laid back, neke vrste svobodomiselna nonšalantnost, po drugi strani pa tudi ena nepopustljiva vzdržljivost in nepopustljivost, prodornost in neustrašnost. Ti dve kombinaciji sta tisti, ki sta ustvarili Silicijevo dolino in če je kje v Sloveniji širšem okolju, vsaj približna možnost, da bi nekaj takega, en majhen odsev tega lahko ustvarili, je to naše področje, naše okolje. Univerza gospodarila vse, kar je v njeni moči, da bo mladi, kjerih je, to je mlada ne samo po letih, ampak mlada tudi po ljudeh, ki so na njej zaposleni, da bo znotraj tega inštituta delovala čim otvoreno in inovativno. Za konec pa še zaključna misel, naj povem še to, da mi je veliko čast in veselje, da stujem pismo namiri s 3 kolegi, prijatelji, če lahko tako rečem, ki imajo tiste ključne lastnosti, ki sem jih prej omenil. So malo nonšalantni, so tudi pogumno velikopotezni, predvsem pa vzdržljivi in neustrašeni. Verjamem, da bo to zgodba, ki bo imela ne konec, ampak pozitivno življenje za to regijo in za Slovenijo. Hvala.
hvala gospodu rektorju za te spodbudne besede. Mestna občina Koper podpira in spodbuja ustanavljanje in delovanje visokotehnoloških podjetij, med njimi tudi takih z dejavnostmi povezanimi z morjem. In zato sedaj za govorniški pult vabim župana Mestne občine Koper, gospoda Borisa Popoviča. Hvala za besedo, vse prav pozdravljam. Veseli me, da se to zgodilo danes tukaj. Slovenski inštitut tehnologije je seveda še kako dobrodošel in nujen. Mislim, da je jasno, da v Sloveniji kar nekaj znanja in možnosti, ampak enostavno v vseh letih smo premalo ali pa zelo malo skoraj nič izkoristili vse to znanje, vse te možnosti, zato je treba to nadoknaditi zamujeno. Mi smo tukaj, pred vami, odprti, da pač pomagamo pri temu dejstvu, da pač mora priti do spremembe, ugotovili smo, da je čas za spremembe. Zakaj, zdaj se boste spraševali, zakaj, to niste že prej naredili, vendar ste župani 11 let, da je toliko časa tam, toliko časa tam. Enostavno poklopili so se očitno zvezde, mislim, da je prišel čas. Zdaj imamo rektorja, pač to razume, notariatu, zdaj imamo predsednika v pravi Luka Koper, brez katerega seveda to bilo nepojemljivo, to je bilo enostavno nemogoče niti razmišljati o tem. In tukaj imamo reakcija Kopina, vsi veste, kdo je to, vsi veste, kakve rezultate ima, ne samo v slovenskem prostoru, ampak v svetovnem prostoru. Združili so se 4 osebe, ki pač imajo v sebi tudi kančne drznosti, to, kar pač nujno potrebujemo. Jaz sem prepričan, da je to zgodovinski dogodek za našo regijo, mogoče celo tudi širše, postupam, da bo tudi to res, da bo to zgodilo. Prepričan se, da bo to uspešno. Morate razumeti, da sem se dosti lep trudil, da bi česa takega prišlo, ampak enostavno nisem se imel s kom pogovarjati. Danes imam sogovornike. Hvala vsem trem, še posebej Jakobju Kopinu, pač z njegovo stalnostjo, trmo, sposobnostjo je prepričal tudi vse ostale, ne samo nas trije bo najlažje, ampak vse ostale razvojnike, ki jih je nebroj v naši državi, ne samo v naši občini. V naši občini pač sami veste, da je kar nekaj, ali pa v sosednjih občinah, tudi naši občani so tudi preselili vse na občine v preteklosti, ker pač tukaj niso mogli, niso našli ustrezne zemljišče, ustrezne prostore in podobno, ker v Luki Koper enostavno nismo imeli razumevanja za to, da bi kakorkoli pomagala. In sami veste, da Luka Koper pač tako drugače zaseda najboljše in enostavno skoraj vsa stavbna zemljišča, kjer je pač sploh možno graditi, razvijati in podobno. Tako da dejstvo je, da smo nujno potrebovali sodelovanje z Luko Koper. Do tega je zdaj končno prišlo. Tako da sem prepričan, da se naša pamet več ne bo odpravljala v tujino, pa niti ne v sosednje občine, pa bo tukaj razvijala, pa bo kje druge tudi po svetu proizvajali podobno. Hvala Bogu, bomo zelo zadovoljni, zelo veseli. Naš cilj je ta, ne samo da naša pamet ostane tukaj, ampak naš cilj mora biti ta, da tudi pamet iz tujine prihaja sem in da se tukaj zadržuje in da tukaj ustvarja. To je realni cilj. Potrebovali bomo tudi državo prej se mora razumeti. Sami veste, da smo prosili za cono, ki bi bila pač za nas zelo pomembna, se pravi, da bi razširili prosto carinsko cono z Luke Koper pač na celo mesto, oziroma da bi pač tudi bilo free cona, kot po vzoru nekaterih pokrajin ali pa mest v Evropi. Sami veste, da obstajajo. Naprimer, Kitajska ima 4 take cone in so vse zelo uspešne. V Ameriki seveda, kot so povedali, tudi Kalifornija in podobno. Enostavno pri nas so ne samo to, ampak stavno so tudi črtali tudi ekonomsko cono v sami Luki Koper. Tako da dejstvo je, da naša država ne razume razvoja, ne razume tehnologije, ne razume nove dodane vrednosti in ne razume, da pamet mora ostati in mora še prihajati iz tujine. Mi to razumemo. Jaz sem pripričan, da bo ravno ta institucija tista, ki bo
tako drugače vpliva na vlado, ali to, ali naslednje vlade, se ni pomembno, prej ste bomo prišli do tega, da nas bo razumeli, o čem sploh govorimo, ker problem je, da ta vlada sploh ne razume, o čem govorimo. Zato danes mislim, da bomo dobili vsi skupaj neprimerno več elana, več moči, da bomo lahko nekaj premaknili. Upam, da bo tudi mediji pač dali svojo roko na tem področju, da bomo slušali, pa brali vsak dan samo negativne stvari, ampak da nam bo dali roko v pozitivni smeri, da pritisnemo na vlado, da naša vlada razume in da vse tistem, kar lahko naredi, pač ne pripomore, oziroma pripomore sama sebi razvoju. Mislim, da je prav, če se že to zgodilo v Kopru, da postane Koper tisti svetilnik nove dobe, da tukaj ogledamo luč na koncu tunela, ker mislim, da je že skrajni čas, da zave nov veter in da pač počasi postanemo optimistično strojeni in da začnemo razvijati v tisti smeri pač nastavno, ki je potrebna, da gremo v tisto smer, kjer gre konec koncev v svet. Hvala. Tako je vesel in zadovoljen in ponosen, da so z menoj tudi moji sodelavke in sodelavci. In veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem v družbi prijateljev, v prvi vrsti prijateljev, Borisa Popoviča, župana Mestne občine, Dragana Marušiča, rektorja univerze, gospoda Jakoša Topina, ki je iniciator te zgodbe, ki smo jo dejansko pograbili tisti, ki smo tudi samo iniciatorji in nismo zgolj in samo kinovci v tej družbi. Matjaž Stare, član uprave in delovski direktor, ki je menil veliko podporo in pomoč pri vodenju družbe Luka Koper d.d. in sem ponosen, da imam take ljudi okoli sebe, ki so danes tukaj z menoj in tudi tiste, ki so danes na Žerjavih ali pa kjerkoli na Viličarih ali pa kjerkoli na območju Luke Koper ali pa naši predstavniki v Avstriji, na Bežarskem in na Slovaškem. Družba Luka Koper je generator razvoja. Univerza na Primorskem je generator znanja. Koliko posameznikov v naši državi in po svetu je, ki so podobni gospodu Kopinu? Koliko je takšnih nadobudnežev, koliko je takšnih pogumnežev, ki nimajo te sreče, da v času svojega življenja dočakajo, da se dejansko tudi v njihovem okolju, v njihovi državi zgodi to, kar se dogaja danes. Danes začenjamo zgodbo ustanavljanja zelo pomembne inštitucije, zelo pomembne, vidite, to je popiska, ko govorimo o pomembnih zadevah. Slovenski inštitut tehnologij bo dejansko združil vse, kar premoremo sami, tukaj doma, to, kar smo dejansko podedovali, kajti zavedamo se, da moramo graditi na tradicionalnih vrednotah, znanju in vsem, kar smo dejansko dobili, kar nam je mati, narava v zibelko položila in kar smo dejansko razvijali in razvijamo skozi desetletja in stoletja. Veseli smo vsakega, ki pride v Slovenijo, želimo si sodelovanja v globalnem svetu, kajti tudi mi smo del globalnega sveta in če želimo, da bo Slovenija integrirana v mednarodne gospodarske sisteme, ne moremo doseči z lastnim samoomejevanjem ali pa celo z poniževalnim odnosom do lastne stroke in znanja. Moramo ustvariti pogoje za razvoj in teh pogojev mi imamo. Samo dobra volja, osebni stiki in pogovori. To, kar se mi dobimo z Borisom, z Draganom ali pa z Jakopinom, kjerkoli, na kavi, pa ne samo uradno v pisarnah, tako, ko se pogovarjamo, ko razmišljamo. Malo si misli, pa kaj oni non-stop tam, ko se dobijo, ne vem, kje, ali prostor, ali pa v Portorožu, ali pa v Izoli, ali kjerkoli v Ljubljani, o čem se te ljudje pogovarjajo? O čem? Ne zato, ker nam je dolgčas, ampak zato, ker si želimo, ker smo lačni razvoja in znanja, razvoja in to premoremo. Že 20 leti se soočamo, da za begov možganov iz države Slovenije, zakaj naši odhajajo in so cenjeni nekje druge in jih ne znamo zadržati doma. Država ogromno investira v znanje, v izobraževalne procese. Imamo pa eno veliko težavo gradnje mostov
med posameznimi deležniki, ki so ustvarjali skupno prihodnost. Torej, povezovanje, združevanje in seveda potem iz tega nekaj nastane. To mi želimo. In v Luki Koper se zavedamo pomembnosti sodelovanja med gospodarstvo in akademsko sfero. Mi sami potrebujemo razvojni model. Brez razvoja ni napredka, je stagnacija. Želimo napredovati, želimo se razvijati in tukaj je naša moč. Vendar zato potrebuješ energijo, dobro in pozitivno energijo. In mi jo imamo. Imate jo tudi vi. Tudi tisti, ki mislijo, da jo nimajo, jo imajo. Samo morajo najprej, ko vidijo neko, ko opazijo dogajanje okoli sebe, ko opazujo ta svet, prepoznati najprej dobro. In toliko časa iskati dobro, da slabo ne pride na vrsto. Tukaj dejansko v tej naši državici vsi ljudje, ki niso kimovci in imajo nekaj v sebi, to je pa samoiniciativnost, ustvarjalnost, kreativnost, so kmalu prepoznani kot negativni. Zelo zanimivo. Jaz, dragi prijatelji in vsi prisotni, se zavedam, da je znanje sveta vladar in ne denar. In da je denar eden izmed mnogih produktov znanja. Moj primer od mojega nastanka je danes, je živi primer temu. Nisem podedoval denar in material. Mati narava in moji starši so mi dali, da živim, da ustvarjam, kar se mi znanje, priložno, da se izkažem in pokažem. In jaz od začetka do danes sem ustvarjal sam svojimi člani družine, svojimi prijatelji in sem tukaj danes pred vami. Zelo ponosen na se. To nam manjka. Ponos, samozavest. Vse ti lahko vzamejo, vendar ponosa ne more. Če veš, kako si uspel in da je vse dejansko odvisno od tebe. In v lastnih glavah moramo nekaj premakniti, če hočemo doseči razvoj. To je bistvo. Danes bi se zahvalil vsem vam, iskrenemu prijatelju Borisu Popoviču, za katerim stojim, z njegovimi dejanji, z njegovo vizijo. Boris, ti si iz Kopra naredil marsikaj in lahko naredimo skupaj tudi iz države in tudi iz Evrope. Tudi Evropi lahko pomagamo, da se reši te krize, v katero je, pač, da pride ven iz te slepe ulice, v katero je zašla. Bila sva skupaj. Na Kitajskem pravijo, da je Kitajska takšna drugačna. Tam se razvijajo. So pravočasno prepoznali, kaj pomeni razvoj. Tam krize ne poznajo. Zelo zanimivo. Dragano tudi hvala. Toliko se piše negativnega o univerzi in tako naprej, zato ker človek hoče nekaj narediti, da hoče nekaj premakniti, da hoče izstopiti iz ustaljenega modela, da hoče narediti nekaj več, ker je razvojno naravnan. Japec Jakopin je energičen, eksploziven in hiter. Zelo sem si zapomnil njegove besede, ko je rekel, v bistvu, kje je naša gospodarska identiteta? Kje je naša gospodarska identiteta? Mi smo dovolili v tej državi, da nam usahnejo vsi pomnilniki znanja. Gospodarski subjekti so naši pomnilniki znanja. Mi smo dovolili, ko so šli v stečaj gospodarski subjekti, torej da je šel v stečaj hardware in software. Namesto naj gre v stečaj hardware, na software moramo ohraniti. Neopredmeteno premoženje, to je pa know-how znanje. Znanje, vse je šlo v remendo. Propadla nam je kompletna industrija. Mi želimo dejansko v tej državi zgraditi to, kar dejansko znamo, zmoremo in kar hočemo. In za kar imamo na koncu konca pogoje. In kot predsednik uprave Luka Koper dejansko se bom potrudil, da bomo ustvarili vse, kar je potrebno, da bo Slovenski inštitut tehnologij zaživel in da bo se lahko kosal s svetovni primerljivimi inštituti. Povezali bomo in združevali bomo posameznike in seveda subjekte, ki želijo sodelovati in ki so z nami pripravljeni deliti in so ustvarjati skupno prihodnost. Kako je to preprosto? Imamo prostore, imamo vse, imamo voljo, kdo nas lahko ustavi? Kdo nas lahko ustavi? Rad bi ga videl tistega, ki nas bo ustavil. Življenje je borba in mi smo borci. Nekateri med nami tudi prvoborci. Hvala lepa. Pozdravljeni.
Potrudil sem se podobe svojega plemena in se izselil. Iz dolgih žebljev si varim ude novega telesa. Iz starih cun bo drobovje. Nagniti plašč mrhovine bo plašč moje samote. Oko si izderem iz globine močvirja. Iz prežrtih pločk gnusa si zgradim novo kolibo. Moj svet bo svet ostrih robov, krut in večen. To so besede Koprčana, enega največjih slovenskih pesnikov Tomaža Šalamuna, ki so nastale pred približno pol stoletja, in s to mrko budnico je napovedal družbene spremembe, ki so čez približno 25 let spremenile ta naš svet. In jaz si domišljam in upam, da bo tale dogodek nocojšnji podobna budnica, seveda poziv in klic gospodarskim spremembam. Vedno znova in vedno bolj govorimo o delovnih mestih in o tem, kako jih bomo zgradili. Ne zavedamo pa se, kakšen proces je za to potreben. Vse se začne pri znanju, pri raziskavah in razvoju, ki peljejo v neke tehnologije. Iz teh tehnologij nastanejo neke izdelki, neke storitve, na podlagi tega nastanejo potem delovna mesta. Seveda je pa velika razlika med delovnimi mesti in delovnimi mesti. So delovna mesta, ki so povezana z lastnimi blagovnimi znakami, in to so kakovostna delovna mesta, ki prinašajo dodano vrednost in kakovostno življenje. Potem so pa delovna mesta za tuje korporacije in za tuje podjetja, ki pa so seveda zvezana z mezdo in s primernim življenjem. S tem se srečuje Slovenija. Vedeti moramo, da je glavno orožje, ki ga ima Slovenija, je znanje. Tukaj imamo, oziroma prej smo imeli dve težavi. Eno je to, da je to znanje vrhunsko med seboj nepovezano, in druga težava je to, da ni v službi slovenskih blagovnih znamk, ampak tujih korporacij. Zdaj smo prišli še do tretje težave, ki je seveda še veliko večja, da bega možgana. Mladi, zelo perspektivni, oziroma najbolj perspektivni ljudje se selijo iz Slovenije v področja, ki jim nudijo boljše okolje za delo in za razvoj. In seveda zdaj pridemo do namena ustanovitve tega Slovenskega inštituta tehnologij. Radi bi ustvarili okolje, v katerem se bo znanje, ustvarjalni talent in pa tudi denar dobro počutilo. Pri tem seveda ne mislimo samo na slovensko znanje in denar, ampak na denar in znanje cele evroregije oziroma celega področja, ki gravitira na slovensko Primorsko. Ugotovili smo seveda, da je v Sloveniji najbolj primerno okolje, v katerem razvijamo lahko tako okolje, prav Primorska. Zato sem jaz tudi osebno prišel sem in poskusil s pomočjo teh ljudi, pri katerih sem videl, da so zelo odzivni oziroma da razumejo, o čem govorimo, to narediti. Seveda, jasno, Bog je najprej se rado ustvaril, jaz sem zelo rad morje, tako da sem prav gotovo šel v to smer proti morju. Zdaj, kot smo prej rekli, ustaviti moramo beg možganov, ampak to ni edina naloga. Moramo seveda ustvariti pogoje, kjer bodo domači, najboljši, briljantni ostali doma, ampak ne samo to, privabiti moramo tudi druge, tuje, najboljše iz okolice, ki jih lahko privabimo, in narediti tudi okolje, v katerem bomo lahko zvabili nazaj vse te naše zvezde, ki so šle v tujino. Jaz sem v torek bil v Stanfordu, v Silicijevi dolini, ki so Dragan prej omenil, in mi je to nekako zelo jasno postalo. Tam je približno 100 Slovencev in to so v glavnem sami briljantni ljudje. Nekateri so svetovne super zvezde, ki jih v Sloveniji sploh ne poznamo. Mene je najbolj impresioniral Jure Leskovec, ki je tam vodja katedre za socialna mrežja, ki je glavni dobavitelj Google ali Facebooku za software v tej zvezi. Komorkoli sem tam na Stanfordu od ameriških profesorov in Jureta Leskovca se vsak mirno postavil. Zdaj, ko sem to malo premislil, je postalo jasno, oziroma spet sem se spomnil na Šalamuna, ki je napisal v tej isti zbirki Imperializem in trga glavo. To je novodobni imperializem, ki seveda ne
ni več to, da se z ladjami vozi domov iz tujih dežel, zlato pa diamante, pa banane, pa čaj, pa karkoli počne vrednega, ampak gre za to, da veliki imperiji, predvsem mislim zdaj na Ameriko, srkajo celo znanje in kreativnost celega sveta, s tem, da v tem ustvarjajo okolje, kjer se to znanje in kreativnost dobro počuti in to moramo seveda tudi mi narediti. Tako da v bistvu tale današnji dogodek, po moje, je ene vrste poziv imperialistični fronti. Hvala lepa. Slovenskega inštituta tehnologij s sedežem v Kopru in namreč podpisan